kjer bomo v prihodnji uri prisluhnili zanimivemu predavanju. Naš gost je Jon Kalje, 21-letni navdušenec nad življenjem, najmlajši prostovoljec pri Slovenskem društvu Hospic, pa tudi podjetnik, pisatelj, urednik, radijec, predsednik lokalnega sadjarskega društva, gasilec, upravitelj lokalnega turistično-informacijskega centra. Še od nekaj je užival v družbi mlajših otrok, zato je bil prepričan, da bo vzgojitelj. Srednja vzgojiteljska šola je tako bila logična izbira. Usporedno pa je gojil še drugo ljubezen, podjetništvo. Kot vrtič je prodajal limonado, obeske, okraske iz pivomase, sejal paradižnik in prodajal sadike. Tako se je v srednji šoli pridružil podjetniškemu krožku ter združil strast do podjetništva in dela s otroki. Decembra 2020 je napisal svojo prvo slikanico za otroke. Izdal jo je brez evra lastnega vložka, saj se je z vsemi dogovoril za odložen plačilni rok. Danes študent podjetništva je tudi ponosen lastnik blagovne znamke oziroma zbirke Luka Bere, v kateri se je nabralo že več različnih knjig oziroma naslovov. Jon, dobrodošel med nami. Naše druženje zanimivo, dinamično in tudi poučno, zato ti kar predajam besedo, da lahko začnemo. Izvolite. Hvala lepa. Ja, lep dober dan vsem v mojem imenu. Torej, kot vidite, smo skoraj vrstniki, zato čist naj bo naše druženje sproščeno. Naj ne bo samo predavanje, če bo kdo vmes želel karkoli dodati, vprašati, pokomentirati, pa kar dvignite roke. Jaz vam želim predstaviti mojo osebno zgodbo, čisto tako je bila iskrena, zanimiva, pestra, zabavna, na momente tudi zelo komična, ampak vsaka dobra zgodba se pač začne s prvo ljubeznijo, ne? In to je moja prva ljubezen, Nutella, ki jo še zdaj kar zelo ohranjam. Nisem pa nikoli imel rad nogometa. Tako kot večina mojih prijateljev, nogomet je pač zame bil tisto nujno zlo v šoli, kakor je pač bilo res treba. Zato se v bistvu v teh otroških letih nisem vedno najbolj uspel pač družiti s prijatelji, oziroma kakor smo se šli golman, če sem bil jaz v golu, pa sem vedno žogo dobil v glavo, zato sem imel kar velike tudi izzive, kako se v bistvu vključiti v družbo, s kom se družiti in kako pripada družbi, kako biti tudi dovolj cool ali pa dovolj zanimiv, da bi se vsi ostali z mano družili. Me je vse en kup stvari zanimalo in med drugim sem v 4. razredu dobil genialno idejo, da zdaj bom pa jaz vedel, kaj bom počel v življenju in da si želim imeti kokoši. Sicer nisem iz kmetije doma, ampak pač imamo hišo in zunaj majhno dvorišče in neke trave, ampak nič kaj precej, da bi pač lahko se jaz s kmetijskimi dejavnostmi ukvarjal. Ampak mi je vseeno uspelo po pol leta prepričevanja mojih staršev, da si lahko naredim kokošnjak in potem tudi nabavim prve kokoši. In to je pač v tistem obdobju, ko si na pošti lahko prodajo stare telefone in mi smo doma imeli itak en kup starih telefonov, ker tistih ne mečeš stran in sem jih na pošti prodal za 48 evrov, pa še nekaj centov, vem, da je to. In s tistim sem potem nabavil material za prvi kokošnjak, ker sem ga začetal eno soboto potem samo naredila. Potem je na babi kupila kokoši in kot vidite, sem kar obseden z njimi. Vse v mojem življenju se je vrtelo okoli kokoši. Tudi recimo moje uporabniško ime na Snapchatu je bilo Jon the Chicken. Vsi so me moji prijatelji poznali, potem zalagal sem pa itak vse sosede pa prijatelje z domačimi jajce. Kokoši so zame res v bistvu več kot zdaj pač kure ali pa kokoši, ampak so bile v bistvu moji hišni ljubljenčki. Kot vidite, so se pač družili, lahko jedli sem iz roke, glih tako pa kak maček ali pa pes. Tako da so res v bistvu bile en velik del mojega življenja. Nisem se pa takrat zavedal, da so to že moji prvi podjetniški koraki. Ker že s tem, ko sem prej omenil tiste telefone s tistimi prvimi 50 evri, ko sem jih zaslužil, sem jih v bistvu vložil v podjetje, v firmo, v kmetijo. In potem iz tistega sem začel seveda prodajati jajca in spet kupovati hrano. In to so bili dejansko take prve te osnove podjetnosti, ki se jih recimo lahko kdorkoli nauči na kakem krožku ali pa tudi kasneje, recimo kaj so prihodki stroški in kaj je dobiček. No, kasneje sem se začel ukvarjati potem še tudi tam proti koncu osnovne šole, mislim, da v 8. razredu zrelo prepelic. To so pa tudi taki majhni ptiči v bistvu, ki imajo pa tudi take zelo majhne jajce, ki jih bom kasneje tudi pokazal. V vmesnem obdobju sem se začel ukvarjati še z valjenjem perutnine in to je moj prvi piščanček, ki se je zvalil.
Je pa tudi to bilo zame eno tako posebno obdobje v življenju, ker recimo kokošja jajca se 3 tedne valijo in jaz sem imel ta ročni valilnik, to pomeni, da sem za ta jajca mogel vsak dan večkrat skrbeti. Zjutraj ob 7 jih obračati, zvečer ob 7 jih spet obračati, vmes stalno preverjati temperaturo, vlago in v bistvu 3 tedne dejansko si kot da bi bil tak nadomestna mama tistim jajcam, dokler se pač ne zvalijo piščančki. Je pa to res nekaj najlepšega, ko se pa po 3 tednih truda, dela, skrbi, zvalijo piščančki. Evo, to so pa kokošja jajca in potem majhne prepelice. In enkrat se mi je zgodilo, v 9. sredo sem bil, imel sem neke težave in sem bil v kliničnem centru, par dni na pediatriji. V petek sem šel dol, imel sem pa poln valilnik prepeličjih jajc, 150 jih je bilo noter. Sicer to je bil že en drug valilnik, ki je bil potem avtomatski, ki je jajca samo obračal. Tega sem jaz lepo iz bolnice doma, a ti, to pa to nared, tisti nared, toliko vode dori, vse sem pa lahko lepo razložil. In v ponedeljek ali pa torek bi se pa naj tista iz jajc izvalile majhne prepelice. In jaz prej sem težko hodil, vse me je bolelo, ampak v nedeljo zjutraj, ko je bila vizita, kako se počutite, v redu, fajn, pozdravel sem čez noč, ker sem vedel, da bojo jutro ali pa bo jutrišnje prepelice majhne. In sem pozdravil in sem me v nedeljo poslali domov, tako da sem bil lepo zdraven, ko so se potem te majhne prepelice tudi zvalile. No in kaj pravim, da sem se en kup stvari jih udeleževal, se zanimal za ni zadev, med drugimi sem tudi rad kuhal in zakaj ne bi probal nekaj novega in sem se prijavil v oddajo na Planeti TV, gled do kuha. Mami ni za to vedela, pa je bila zelo jezna, no pa se je dobro vesela, ko je videla, da mi je uspelo. In sem tu v tej oddaji kuhal idrijske žlikrofe in sem z njimi takrat zmagal in potem tudi še drugo oddajo smo snemali. Tam sem pa kuhal nekaj, kar nisem imel pojma, ko sem prvič v življenju kuhal, pa tudi jedel, tako da tam mi lahko naprej ni več uspelo. Ampak tudi to je recimo bila ena taka zanimiva izkušnja, osnovnošolska, kjer sem po eni strani malo videl, kako ta šov v bistvu deluje, kako deluje snemanje oddaj, produkcija televizije in seveda pač nazadnje tudi, kako je biti po televiziji. No in potem pa to slavno vprašanje, kam v srednjo šolo. Kar hitro sem v bistvu si že našel odgovor, ker sem pač tako zelo užival v bistvu. Imam nekaj torej mlajših sorodnikov, ki sem jih, najprej sem se z njimi seveda igral in potem sem jih tudi večkrat pazil, tako kako popoldne, pa kako večer. In sem videl, da v tem pač res uživam. In zato je pač bil plan A za srednjo šolo predšolska vzgoja na gimnaziji Celje Center. Plan B je pa bil, da plan A uspe. Tega res pač, ko sem se vpisal na predšolsko in to je to. Takrat so bile sicer kar visoke omejitve, tako da me je dobro strah, da ne bom prišel zraven, ampak mi je vseeno uspelo. In hvala Bogu, ker drugače ne vem, kam bi se podal. No in podjetništvo je pa že v 9. razredu me začelo zanimati, čeprav takrat še sploh nisem zares vedel, kaj podjetništvo sploh je, kaj to noter sploh spada in kaj mi lahko omogoči oziroma kakšne skrbi izzive mi lahko prinese. V mojem sorodstvu širše ni nikogar, ki bi pač bil podjetnik, ki bi bil na svoji privatni poti, ampak so vsi zaposleni v nekih sicer drugih podjetjih ali pa večinoma celo v javnem sektorju. No, jaz sem pa potem združil to ljubezen do predšolske vzgoje, do otrok in do podjetništva in sem takrat v koroni izdal prvo slikanico za otroke, ker je bil predsednik Pahor, pa to ni politična propaganda, ampak sila zabavno se mi je zdelo, ko je on na Instagramu objavil to mojo prvo knjigo. In potem, ko je ta prva knjiga tako zelo uspela, ko smo jo tudi razprodali, sem eno leto zatem izdal še eno. K sodelovanju sem povabil tudi še eno prijateljico, kot ona nekaj napisala, tako da smo imeli že 3 knjige in potem še 4., 5., 6. in pa tudi 7. In skozi ta projekt Luka bere, sem se pa res naučil, pa pač resni preizkus je bil to podjetništva. Naučil sem se reševanja izzivov, takih in drugačnih, od odnosov z drugimi ljudmi, s partnerji, z dobavitelji, ki zamujajo, do seveda pač ne samo osebnih financ, ampak do financ podjetja precej globoko. V to sem se podal torej brez nekih resnih izkušenj, brez nekoga, ki bi mi zares lahko pomagal, razen tega podjetniškega mentorja, ki sem ga potem v srednji šoli pri tem podjetniškem krožku pridobil. Pa podpore, seveda pač moralne, od nekih učiteljev pa od ravnatelja. Ampak sem zelo vesel, da sem se tega lotil, ker sem, kot je bilo prej uvodoma rečeno, se pač brez denarja, itak v srednji šoli, kar 17 večinoma nimamo kaj veliko prihranjenega. In tako kako bomo zdaj to financirali, ker strošek izdaje enega naslova je pa tam med 3 pa 5 tisoč evrov.
In sem se z vsemi temi, torej s tiskarjem, z ilustratorko, z lektorco, čist z vsemi deležniki sem se dogovoril za odloženje rok plačila. To pomeni, da smo mi knjige, torej od zgodbe, ki sem jo pač napisal, pa do potem lektoriranja, oblikovanja, ilustriranja in do tiska, pa seveda do začetka prodaje. Ves proces se je speljal, ampak plačati mi ni bilo še potreba nič. In potem, ko smo začeli mi to prodajati, to je bilo takrat še v času tudi zaprtja države, ko smo imeli vsi doma, pa smo imeli pač čas delati. Jaz sem tega projekta se v bistvu doteval čisto za računalnikom, brez da bi večjega dela ekipe sploh nisem še v živo nikoli spoznal prej, ker pač ni bilo priložnosti, ker sem bil doma. In potem smo s to prodajo teh knjig v bistvu si nabrali sredstva, s katerimi smo potem vse račune plačali za nazaj in torej naredili pač nulo, pozitivno nulo in nekaj denarja nam je ostalo, ko smo ga potem prihranili za naslednje leto, ko smo pač izdali 2 novi slikanici. In potem smo v bistvu te izkušnje izdaje 7 slikanic pripeljali tudi že do založbe Petka. Že predtem sem spremljal kar po Instagramu, tako čisto grede, tako pač spremljamo marsikoga, ki nam je zanimiv. Sem spremljal pisateljico Petro Škarjo. Ona me je bila pa všeč zato, ker v prvi vrsti je bila pisateljica, pa mi je bilo zanimivo gledati, kaj ustvarja, kaj počne, pa tudi njene knjige so mi bile všeč. Drugi vrsti ogromno hodi ona v gore in tudi jaz obožujem hribe, gore in te razglede in ona tudi zelo veliko tega objavila. Pa še tretje je tudi, da se je ukvarjala s podjetništvom. Imela je zelo zanimive poslovne modele, velike teh podjetniških vsebin ustvarjala in sem torej jo spremljal po Instagramu in potem je bila enkrat tam blizu našega kraja je predavala in se šel na njeno predavanje. Zanimivo, veliko sem odnesel, seveda pa stopil do nje, se je predstavil, smo se fotografirala in to je to. In potem sem se čez par tednov nekaj pisala in me je povabila torej tja v tisti podjetniški pospeševalnik, kjer je tudi ona bila zraven priključena, da sem v bistvu začel spoznavati še druge podjetnike, pisatelje in sem pač videl, da je tu res velikega potenciala, če bi se s temi ljudmi povezal. In torej s Petrom smo potem se tako večkrat srečevala na nekih delavnicah, predavanjih, enkrat tik pred pisanjem mature iz angleščine, pred pisnim delom, se zelo dobro spomnim, pa dobim od nje mail, če bi prevzel oddelek otroške literature v njeni založbi, ker ona je pa sicer lastnica te založbe. In jaz itak najprej navdušen, wow, noro, to pa je zdaj že nek dosežek, tu bom pa lahko nekaj naredil, v končni fazi tudi nekaj zaslužil. Po drugi strani pa je strah, izziv, to pa pač ni zdaj več majhna stvar, to niso zdaj samo moje pravljice, s katerimi pač delam lahko po svoje, jih ustvarjam in tudi ekipo oblikujem čisto kot mi pač paše. Tu pa pač gre za tuje ljudi iz cele Slovenije, za pravljice, ki jih ne poznam, v bistvu tudi ljudje, ki pridejo z nameni, eni z namenom izdaje knjige, drugi z zaslužkom, kakorkoli že, ampak pač jaz obožujem te izzive, obožujem pa to, da je nekaj novega, da se nekaj dogaja, itak sem bil za. In potem sem res torej prevzel ta oddelek in zdaj poleg svojih knjig, ki jih imam trenutno na strani, zaradi vseh drugih projektov, ki jih bom nadalje predstavil, pa zdaj tudi veliko izdajam knjig od drugih avtorjev. Recimo dalje Anika govori drugače, naša najnovejša, skozi katero učimo otroke slovenskega znakovnega jezika. No in vsi ti projekti, predvsem te knjige, no pa tudi ostale zadeve so mi potem pomagali, oziroma me kar nekako organsko potisne tudi v ta medijski prostor, kjer sem dobil ogromno izkušenj z novinarji, z nastopi na televiziji, časopisovih, radijih. In to mi je ogromno dalo, predvsem z vidika tega, eno je itak tisto veselje, pa je zanimivo se videti, pa se slišati. Predvsem je pa to, ko sem pač videl, ko sem bil seveda najprej pač malo potisnen iz cone obdobja, kako zdaj govoriti v živo na televiziji, z mojim naglasom, ker pač prihajam iz Zgornje Savinjske doline, pa tudi sicer z vsebino, v živo je le nekaj drugega, kot pa tisto, ko se posname naprej. Ampak sem zelo hvaležen za te izkušnje, ker so mi ogromno dali tega zagona za javno nastopanje, zato tudi danes lahko tako prosto govorim in ne samo, da to delam, ampak potem resnično uživam. S tem pač želim zdaj poudariti to, da nikoli ne veš, če po svojih izkušnjah že gledam, ena stvar te pripelje v drugo, ne da bi pač to načrtoval ali pa da bi za to vedel. Včasih se lahko nekega projekta lotiš, pa vidiš cilj na koncu. Jaz pa se poskušam teh projektov lotevati tako, da vidim zaradi projektov samih, da me pač pot pelje, kamor me pelje, ne zastavljam si pa nekih točnih ciljev, ker potem se mi zdi, da bi me ti omejevali, ker bi videl samo tisti cilj. Medtem, ko je še lahko en kup drugih stvari se odpre, en kup drugih priložnosti,
ki pač lahko življenje naredijo še bolj zanimivo, še bolj bogato. No, še eden od mojih projektov, tu bom zdaj malo mešal, kot ste videli, torej mojo kariero in moje prostovoljska udejstvovanja, pa je peka kruha. Pred korono, enkrat kar tak mi, kot sem pa že prej omenil, da pač rad sem kuhal in pekel, pa se odločil, jaz bi pekel kruh. Mami, kako se naredi kruh? Potem me mami naučila narediti kruh in potem sem tudi po spletu brskal in sem najdel recept za en zelo zanimiv fermentiran kruh, ki je bil po mojem pač glih tako iz trgovine, tak alpski. In sem potem začel zelo uživati. In sem pač sploh potem med korono, nekaj prišla, ko sem bil doma, in tako imel doma čas, 12 dej, in sem pač pekel kruha. In sem danes pekel kruh, super, vsi doma veseli, da imamo domač kruh pa to, pa vemo, da je to čez nekaj drugega, kot pa tisti iz trgovine. No in potem drug dan bom še en kruh spekel, nekaj včeraj tako fajn uspel. Super, ampak zdaj še pa onko kruho večer mi nismo pojeti, kaj je zdaj? Jaz sem vsak dan pekel kruh, pa smo ga jedli, ampak nismo ga zmogli pojesti. In sem potem, kaj naj s tem kruhom razmišljam, ja, plej, zagotovo ga bo kdo vesel. Kruha je tako vsak vesel, ali kupiš, ali ti ga pa pač, če ga pa dobiš, pa še toliko boljše. In sem začel te kruhe potem, torej en dan sem ga spekel za dom, in drugi dan sem ga spet spekel, pa je še on včeraj vstal, pa tistega od včeraj smo imeli za danes. Tega današnjega svežega sem pa nesel v kakšni osamljeni sosedi ali pa komu od prijateljev, sem šel kaj na obisk ali karkoli. In sem gledal te kruhe začel pač peči. V bistvu zato, ker sem jaz užival v tem, sem že tu imel nekaj veselja od tega. Po drugi strani pa sem pač marsikomu lahko lep življen z enim preprosto zadevo, kot je pač en majhen zgled domačega kruha. Spet pahor, To hočem reči, nikoli ne veš, kam te pač pot pripelje. To sem se s paharjem slikal, ko sem bil, ne vem, koliko star, 7-8 let. In potem zaradi vseh teh mojih projektov, med drugim pač slikanica, sem jih 10-15 let zatem sedel v njegovem predsedniški palači še takrat. In pa zdaj ni važno, da je pahor ali bil kjerkoli od drugih politikov ali poznanih osebnosti, gre za to, da prej imaš neke sanje, ti je nekaj zanimivo, pa lahko sam sanjaš o tem, pa misliš, kako jaz bil enkrat tako kot ona, ali pa ona, nek, ne vem, zvezdnik, influencer, kakorkoli. Ampak pač vsi mi zdaj mladi imamo res možnosti, da marsikaj dosežemo in da lahko pač pridemo do tega zvezdnika, do predsedniškega stola, kakorkoli že pač temu rečemo. Po koncu osnovne šole, končno dopolnil 15 let, kaj naj zdaj? Jaz bi zdaj rad zaslužil nekaj denarja, da bom pač imel za sproti, za srednjo šolo in tako naprej. In rad bi pač nekaj tudi počel, pa sem bil zelo tak nemeren, saj sem rekel, pač nogometa nisem igral, kaj zelo dosti takrat s športi nisem ukvarjal. In kaj bi zdaj počel? Zelo sem pa rad bil v naravi. V hribih, sicer takrat še tudi ne toliko, ampak na sprehodih pa zagotovo. Rad sem urejal doma okolico, od košne trave do obrazovanja drevja, grmičevja in tako naprej. In sem takrat preko študentskega servisa delal na občini, kjer sem potem urejal od krožnih križišč do pokopališča, vrtca, igrišč in tako naprej. Sem pač bil zadolžen torej za nek segment teh travnatih površin in sem jih pač potem kosil. Imel sem občinsko kosilnico, gorivo sem dobil in potem je bila moja naloga, da pač vse popošemo, kdaj bom naredil, koliko časa bom delal, pa to jih pa pač recimo na občini ni zanimalo. In to je spet bila ena zadeva, skozi katero sem se naučil ogromno odgovornosti, ker recimo ob petkih popoldne je moglo biti vse pokošeno, takrat, ko pač poleti je največ turistov, pač čez vikend. To meni, do petka popoldne so mogle biti vse te površine pokošene, zdaj pa bom jaz kosil v petek zjutraj, ko sem sicer v šoli, ali bom v četrtek zvečer, ali kakorkoli, pa ni nikogar zanimalo. In meni je to super, bom jaz fleksibilen, jaz bom delal, kadar bom hotel, užival bom, sam svoj šef bom, vrhunska služba. Dokler ni prišlo poleti, po 38 stopinj. Pa šola, popoldne, ko bo treba pokositi, pa vemo, da največja vročina okrog tistega Ledona, recimo, tule je prometa ogromno. Ampak to mi je dalo ogromno enih lekcij, da pač je bilo treba tudi ustrajati. Res je, da sem si lahko sam razporejal svoje delo, ampak bil sem pa odvisno od vremena, od dežja, od nekih drugih obveznosti, šole in tako naprej. In ena taka preprosta zadeva, kot je košnja trave, mi je tu zelo pomagala pri organizaciji mojega časa, ker sem mogel ne planirati, ne vem, šolo pa neke, ne vem, zabave, druženje s prijatelji, karkoli, ampak sem mogel planirati tudi ne samo delo, ampak delo sem mogel planirati glede na vse zunanje faktorje, kot so pač vreme, turisti in tako naprej. Vsem tem sem pa pač v tem zelo užival in mi je tudi to poleg tistih nekaj, vsak mesec nekaj evrov pa dalo velikega zadovoljstva, velikega pa res tudi znoja
slabe volje, zaradi vročine in zaradi drugih ljudi, ki so pač bili pametni okoli, ko bi mogel kositi, ker to je super, ko na javnem mestu kosiš, ko vsi vidijo in vsi komentirajo. In pisanje me je pa tudi, poleg vseh teh zadev, že pač zelo zanimalo, pravljice so ena zadeva, druga je pa, da sem pa zelo živo v prostem pisanju, recimo spise sem v slovenščini vedno rad pisal, kadar sem lahko pisal nekaj iz sebe, kadar je bilo treba po kakim knjižnem delu, mi ni bilo najbolj všeč, to tudi priznam, ampak sem se začel ogromno ukvarjati tudi s pisanjem člankov, raznih za različne portale, zdaj tudi delam za časopis, pa še za neke druge medije. In mi je spet bilo super, ko sem imel neko idejo, sem jo lahko poleg šole, ali do srednje šole ali potem študij, lahko resnično in pač tudi nekaj zaslužil. In spet sem pri prostovoljstvu, ena zanimiva zgodba. Moj brat je starejšega brata imam in on je sicer zdravstveno nego delal srednje šolo in seveda so pač s prijatelji, takrat, ko so bili stari 18 let, potem oziroma s sošolci in sošolkami začeli darovati kri. In on je pač mi je razlagal, kako je to fajn, kak fajn občutek je potem, ko se je nekaj dobrega naredil, bla. Super, fajn, da je dober občutek, pa fajn, da se dobil dve klobasi, ki jih nisi pojedel, pa se jih manj domov prinesel, ampak pač to je velika igla, pa ne, odpade. In mene pa moj brat več čas zafrkava, ko boš ti 18, pa a boš upal, ali ne boš upal. In pač, tako se po bratsko imaš brat, ne se zafrkava, on mene, jaz ga nazaj, da jaz si pa itek ne bo upal darovati krvi. Ob vsem tem je on vedno, kaj pač bil na krvodarski, prinesel domov klobase. In pač jaz sem jih pojedel in poslušal vzravno paske, da itak svojih si pa nikoli ne bom zaslužil. In potem sem po eni strani zato, da bi z brata dokazal, da jaz pa zmorem, plus tega, da pač bom dobil klobase, to priznam, to je bil kar pomemben faktor, grem jaz prvič darovati kri. In itek me bo strah, ko cucka. Jaz se roko nastavim, gledam stran, ona se prijazna gospa se poskuša z mano pogovarjati in me govoriti, jaz sem čist živčen. In gledam in gotovim, da tista igla sploh ni tako velika, da sploh ni problem, in jaz, da sem pa jaz gospod, čeprav jaz lahko kri darujem, sem pa res že krcar. In pa to mine, zrihtamo vse in bolj jaz kome čakam, če je zdaj pa klobase. In pridem in sem dobil sendvič. Razočaran, tako da vam povedati ne moram s tistim sendvičem pa jogurtom, pač kaj naj zdaj v redu. In potem rečem, enkrat še pa grem darovati, sej bom ni bilo tako hudo, pa nadobim klobase. V glavi, ko sem šel šestič darovati, ker nisem prvič dobil klobase, takrat so bili kar sendviči. Ker jaz sem hodil, ko sem pač v Celje hodil, v srednjo šolo in sem potem ponavadi zjutraj, ko sem pač z avtobusu v Celje najprej hiter, torej na transfuzijo darovati kri, potem pa v šolo in tako spode še pač nisem nikoli imeli klobas kuhanih. Tega zdaj pa ponavadi dobim klobase in zdaj redno darujem kri, pa mi tudi to zelo veliko pomeni, ko lahko pomagam. Nazadnje pa vem, da lahko se iz danes na jutro ali pa iz danes če se na uro zgodi, da bom jaz rabo kri. Bog ne daje, pa kdorkoli od nas, ampak ko jo enkrat rabiš, je prepozno, prej pa lahko daš. In ta moj projekt tukaj bere, zdaj malo skačem, ampak namenoma sem se potem, to je v 4. letniku, tako se zdaj vi, čeprav razumem kot maturant, sem se prijavil tudi na eno dijaško, študentsko, podjetniško tekmovanje, kjer so me zavrnili. Jaz sicer pač prepričan, da bom itak prišel tja nekaj dosegel, mogoče celo zmagal, in oni mene zavrnejo. Jaz razočaran, jezen, marsikaj, kako ste me lahko zavrnili, če sem pač pri 17 letih, imam že ne samo, da imam idejo, ampak prodajem jo, mislim, kaj lahko narobe. In so mi utemeljili to, da so me zavrnili, ker je pač že projekt uspešen, ker oni so pa iskali tiste, ki še niso uspešni. Bil sem zelo jezen. V mestnem času, oziroma par dni po tistem, sem pa dobil povabilo iz Saša inkubatorja, torej tega podjetniškega inkubatorja Savinjsko-Šaleške regije, na program Startup Generator. Ok, zanimivo, kaj je to? In pač zvem, da je glavna nagrada 10.000 evrov. In sem rekel, ok, ko se pa že mi zdaj lahko izmenilo, to pa zdaj me že pa toliko bolj zanima. Ne samo, da se bom nekaj naučil, ampak pač glavna nagrada je že pa tudi kar zelo mamljiva. In sem potem res šel na tisto prvo delavnico, spoznavanje in sem se potem v ta projekt prijavil, bomo se cel klub in so nas iz tiste množice zbrali torej 16 projektov, 16 ekip, posameznikov ali pa ekip, ki smo potem delali tromesečno usposabljanje skozi neke delavnice, predavanja in ogromno samostojnega dela, priprav
recimo od poslovnih načrtov do finančnih kalkulacij, znamčenja in tako naprej. Cel ta spekter podjetnosti in podjetništva v širšem smislu, tudi marketing in finance, recimo so ga tu zraven, smo se torej učili, intenzivno delali 3 mesece na tem, po dnevi vsaj 2-krat na teden po 3 ure predavanja, s tem, da sem se mogel še tja pripravljati, pa ogromno potem samostojnega dela. To je bilo pa vse v času priprav na maturo. In jaz pač rad za šolo naredim to, da vam vse zrihtano, nisem pa zdaj priznam tako, da bi se vsak dan ne vem koliko učil. In to je bil tak super izgovor, da se jaz na maturo nisem rabo, okay. Mislim, da sem se pripravil, ampak da itak nisem imel toliko časa, da bi jaz zdaj pa cele podneve ali večere zapravo za maturo, ker sem se pripravljal na tole. No, potem res smo imeli polfinale in nas je potem bilo zbranih 6 najboljših, ki smo šli potem v finale. Ok, zdaj gre pa zares, ne, ta prvi 3 dobijo pa nagrade. In to je bilo torej tam v maju, juni, ko pač je bila matura že v polnem teku. Za finale pa treba pripraviti pitch, kot se temu reče, torej poslovno predstavitev za potencialne investitorje. Imeli smo čist dejanske investitorje, slovenske gospodarstvenike, podjetnike, bogataše in tudi neke strokovnjake iz različnih področij, ki so potem torej te naše predstavitve poslušali in jih ocenjevali. In lahko si mislite, da sem se za to predstavitev kar fajn potrudil, ogromno truda, noči je šlo tu noter. In kaj pa pač se je tu ratalo, je bilo pa 6 res zelo zanimivih projektov in je tako ratalo potem, tega smo dobili 10.000 evrov nepovratnih sredstev, ki smo jih potem lahko uporabili za razvoj novih slikanic, torej zadnje 3 oziroma 4 slikanice so le tudi recimo deloma financirane iz te nagrade. To razlagam zato, ker je to bila ena pomembna točka tudi zame, ko sem videl, da se da, pa ne samo tu zaradi denarja, ker denar je šel itak v projekt nazaj, ni šel v meni žep, ampak je pa tak zelo velika potrditev in takrat je spodbuda pač sposobni, izkušeni, uspešni ljudje, slovenski, gospodarstveniki, podjetniki, strokovnjaki pač so prepoznali, ne samo projekt, ampak tudi mene, da nekaj zmorem narediti in da je vredno pač na tej poti ustrajati. In čeprav pač tole finale smo imeli v četrtek zvečer, domov sem prišel ob 3 zjutraj, ob 8 zjutraj sem imel pa ustni del zagovora angleščine. Ampak tudi maturo mi je uspelo takrat narediti. No in skozi vse to sem prej že razlagal, da me je tudi to javno nastopanje, govorništvo zelo začelo zanimati. In tako je spet, lahko rečemo slučajno, ali pa pač zelo z namenom, zdaj bo že 2 leti aprila od tega, prišel mes TEDx, University of Ljubljana, sem imel tudi, to je bil pa mislim na moj prvi tak večji javni nastop, ko sem imel tudi predavanje, dolgo 16 minut, naslov je bil pa kako z dobrimi deli spreminjamo svet na bolje. In to sicer res v šoli nisem nikoli bil piflar, ko se je bilo treba karkoli na pamet naučiti, pač to je bilo zame dolgo. Jaz super sem o tem, ko je treba nekaj razumeti in bom pač to razložil, znal z besedami pač bo že, samo da ni treba karkoli znati na pamet. No, pravila TEDxa so, da znaš pač ti celo predavanje na pamet. In to je prva zadeva, ki sem se v življenju uspel pač naučiti, ne samo vsebinsko na pamet, ampak vsako vejico, poudarek, pač vse tu je bilo naučeno. In to je bilo pač 5 do 6 mesecev intenzivnih priprav vsak dan. To je bilo v tistem času, ko sem študiral v Ljubljani, prvi letnik sem delal v živo. In ko sem recimo zato hodil peš na faks, da sem pač imel glih toliko časa, da sem šel 2-krat čez govor, da sem pač to treniral. Govor dol, levo, desno. Ko sem imel pol ure časa, sem pač vadil. Da sem vozil domov iz Ljubljane, se za avtom sem pač lahko 4-krat govor ponovil. In ta govor pač še zdaj mislim, da bi ga znal vsaj polovico na pamet zihar povedati. In je pač res naporna izkušnja. To pa je res bilo stresno in tudi treme je tule bilo, priznam, kar precej prisotne. Ampak po drugi strani pa je eno najboljših izkušenj v mojem življenju. Sploh tisti občutek, ko priješ dal iz odra, ko pač pade pol leta skrbi, stresa, dol. Mislim, ne vem, težko je to pač opisati z besedami. Res dragocena izkušnja. Tako da, ko bom imel to priložnost, kar priporočam. Evo, in kot sem zdaj omenjal, kar nekaj različnih hobijev sem že pač imel v tem osnovnošolskem in potem srednješolskem obdobju. Ena izmed mojih zelo močnih strasti je pa gasilstvo. Že od majhnih nog naprej, ampak doma mi nisem nikoli rekli, ja, pejte gasilcem. In jaz pač ubrisan po domače rečeno na gasilce, na sirenje, na lučke, pač vse to mi je res, že od malih nog naprej res fajn.
res zanimivo. Recimo, jaz pač prihajam iz Zgornje Savinjske, to je pač tako vseeno majhno območje, kjer imamo recimo 3 rešilce, pa pač teh nekaj gasilskih avtov in pač ko slišim sireno, vem, kjera registerska oznaka avtomobila je, ne, ko slišim, ko smo s prijateljem skupaj, in pač čujemo sireno in rečejo, ja, kjer avto je in povem, CE BH333, ker mi je to pač, ne vem, zakaj je tako zelo zanimivo. No in potem sem se pa končno ne pridružil tudi gasilcem in je zdaj to ena od mojih strasti, ko pač pride v poštev vmes, kadarkoli, pa mi kdo reče, pa kdaj imaš pa za to čas? Ja, to je pa itak vmes, ne. Danes zjutraj pred se prišel sem, smo tudi imeli intervencijo. Glih sem se zjutraj oblekel, pa smo jo še odrihtali, je bilo nekaj manjšega. Ampak je ena zadeva, kjer spet gre ogromno časa za usposabljanja, ker imamo usposabljanje pač tako dolga, po 3 do 4 mesece, vse petke, vse sobote, ob tem pa vse vaje, ki jih delamo, pa itak intervencije in neka druga vzdrževalna dela, ki so pač potrebna, tudi recimo v gasilskem domu. Torej, veliko časa, veliko energije gre za to, ampak hkrati pa ogromno, recimo tudi jaz, če svoje kože govorim, osebno dobim od tega, od tistega občutka, ko pač lahko pomagaš človeku takrat, ko pač najbolj potrebuje pomoč, ko si med prvimi na kraju, kjer je pač stanje katastrofalno in ko lahko pomagaš, pač po mojem ni boljšega občutka. Sploh pa, ko vse to narediš prostovoljno, brezplačno, pač res z iskrenim namenom pomoči. Ne samo zato, da boš pač ti konc meseca dobil neko plačo, ker potem, če bi dobil recimo tako za gasilstvo, pa za kjerokoli drugo prostovoljno delo plačilo, potem bi pač to točno vedel, koliko je vredno. Je vredno, ne vem, 1000 evrov. Tako, ko pa delaš nekaj prostovoljno, ko narediš nekaj dobrega, ko pomagaš nekomu, pa nima cene, ima pa zelo veliko vrednost, ki se pač ne da zmeriti. In zato se mi zdi zelo prav, da imamo vse take stvari od gasilcev do darovanja krvi in tako naprej, da so to prostovoljne organizacije, prostovoljne dejavnosti, ker nam pač vsem lahko res ogromno dajo. Nam osebno, ne nazadnje pa itak vsem tistim, ki jim pač pomagajo. In ena od drugih prostovoljskih organizacij, kjer sem tudi zelo aktiven, zdaj že 3. leto, je Slovensko društvo Hospic. V to društvo verjetno, ne vem, ga poznate ali ne, torej gre za društvo, ki temelji na 4 stebrih. Najbolj poznani smo po spremljanju umirajočih ljudi. To pomeni, čisto tako se sliši v zadnjih dneh, trenutkih, minutah življenja, smo prostovoljci Slovenskega društva Hospic na domu pri tem umirajoči osebi. Poleg tega imamo program žalovanje, ko delamo z vsemi tistimi, ki so pač nekoga izgubili. Program detabuizacije smrti je zelo širok, recimo tudi tole je detabuizacija, da se zdaj pogovarjamo o tem, da smrt detabuiziramo, da razbijamo ta tabu. In 4. steber je pa prostovoljstvo, ker vse to delamo prostovoljno. Pa mi kdo reče, sploh recimo od mojih prijateljic, zelo pač velike rečejo, pa kako lahko to delaš? Ne boš biti umirajočim, da je strah. In je pač res to ena taka zanimive občutki se pač tu porajajo, ampak to je pa res nekaj tistega, res posebnega, še toliko bolj kot tiste, ko sem prej razlagal, recimo konkretno, ko se pač o umirajoči osebi, ko si zraven, ko se pač z njo pogovarjaš, ali ko si z njo v tišini, so pa eni posebni trenutki. To je res tak sveti čas, ko pa daje človeku, ne da se nekaj tu naučiš, ampak dobivaš pa globino. To so pa res, kdo še pač zmore od teh ljudi govoriti, velikrat pove take, to niso misli, ampak resnično življenjske modrosti, ki se usedejo, mislim, v srce in dajo globino, širino in tudi en širši smisel temu poslanstvu. Da reč sploh ni tako grozno, ko se pa zdaj sliši, Hospice, mislim, jaz izredno uživam v tej organizaciji, mi prostovoljci, v Sloveniji nas je preko 200, smo ravno zaradi tega, ker delamo pač tako dejavnost, smo še toliko bolj osebno povezani in se pač res, mi se imamo radi. Mi, ko imamo sestanke, pač to si ne morate misliti, pa bi kdo rekel, vi delate, meni moj boljši prijatelj še zdaj reče, kaj ste že vi, ko delate z mrtvimi? Pa pravim, ne delamo z mrtvimi, njih obratno. Mi delamo z živimi in delamo za življenje. Tudi če pač nekdo umira, mi smo tam z njim z namenom, da bo pač še to življenje, kolikor bo ga ostalo, pa je lahko en mesec ali pa 1 ura, da še mu tisto polepšamo, obogatimo, da damo smisel tistim trenutkom, ki so pač mu ostali. In mi se ravno zaradi tega, ker nas povezuje pač tako globoke izkušnje in doživetja, mislim, da imamo tako radi, kot redko kdo drug, ker se pač recimo prostovoljci Slovenskega društva Hospic, smo mladi in stari, se povezujemo in se recimo na sestankih vedno najprej objavljamo, mislim, nikoli ne dajemo rok, ravno zato,
ker se pač zavedamo ob stiku z umirajočimi, kaj je tisto, kar v življenju najbolj šteje. Ni karijera, ker tudi jaz sicer zelo razvijam, pa mi zelo veliko pomeni, ni avto, ki jih imam tudi recimo zelo rad, ni lepa hiša, ni samo slava, karkoli, ampak so stvari, ki veliko več štejejo. Že zdaj, ko si enkrat na posli, kjer umiraš, je pa to vse, kar v življenju šteje. Ker ti nič ne pomaga, karkoli materialnega, če nimaš tistega v srcu, ker je to tisto, kar pa če res daje življenje smisel. Evo, še en moj hobi. To je pa res, kjer se lahko resnično sprostim, kjer pa res uživam in vse skrbi druge odklopim, od karijere, od posla, od prodaje, od česarkoli, od financ, je pa sadjarstvo. Obožujem, recimo, pač zdaj, ko se bo začel februar, marec, ko bomo začeli obrezovati, je pa to tisti moj poseben čas, ko se pripravim škarje, dojtro in gen. Ali pa še prije z ravnim kolega in smo skupaj in nič drugega ne šteje na tem svetu, kot to, da je največja skrb v tistem momentu, kjer orejca bo jo odrezal, ali bi levo ali bi desno. Obenem pa to je tak hobi, ki pa tudi potem konc leta oziroma poleti tudi nekaj koristnega, okusnega prinese. Kot pa lahko vidite, tam recimo je naš upravni odbor našega sadjarskega društva, nisem glih med starejšimi. Tako da nekaj me vleče v take hobije, ker večinoma delam s starejšimi ljudmi. Tudi pri Slovenskem društvu Hospic je bilo še prej rečeno, da sem najmlajši prostovoljec, ampak zdaj že nekaj časa razvijam nacionalni program za mlade prostovoljce in zdaj imamo že nekaj novih mladih, tako da tam pa nisem več najmlajši, tam se pa zdaj že kar za eno lepo skupino mladih. In so to prostovoljstvo, o katerem zdaj govorim, koliko mi daje v tem čustvenem, osebnem smislu, je pač to res tisto, kar pač prostovoljstvo meni pomeni in zakaj se pač s tem obadam. Je pa res, da ko se človek, po mojem mnenju, z iskrenimi nameni nekaj trudi, delati nekaj dobrega, pomagati človeku in narediti nekaj za našo družbo v širšem smislu, pa tudi slej kot prej kdo prepozna. Torej sem že tudi na ta račun dobil nekaj nagrad, ki v bistvu nimajo pač res nobene neke ekstra veze, ampak so pa pač spodbuda za to, da recimo v meni osebno, da vseeno, da ohranjam, kljub pač res natrpanemu urniku, vse te organizacije, da pač ne dajem prostovoljstva na stranski del, tudi če pač karijera raste in če imam dalje več službenih obveznosti. Zelo me veseli, torej zdaj ste pa res že ugotovili, pa da že se ponavljam s tem, ampak torej govorjenje, javno nastopanje, zato zdaj že tudi dobro leto delam na radiju. Kar mi je tudi najbolj všeč je to, da se predvsem urim v tem smislu govora, tudi knjižnega jezika, pa seveda pač spoznavanja drugih izkušenih ljudi. Zdaj, z letošnjim letom sem se lotil enega novega projekta, prevzel sem Turistično-informacijski center v Mozirju, odprl sem novo podjetje in se zdaj ukvarjam z organizacijo potovanj iz letov doživeti, seveda tudi z vzpostavljanjem turističnih vodičev, trgovino in tako naprej. In to je recimo zdaj en del tega mojega posla, kjer nisem nujno vedno jaz neposredno tja pač opet, če vedno recimo zdaj, če tako domače reče firma Laufa, čeprav sem jaz v Brežicah, firma je pa v Mozirju, ker sem zdaj tudi za to leto same eno še toliko posebno leto, pa leto res nekih novih preizkušenj, ker sem prvič v življenju za redni delovni čas tudi zaposlil že eno zaposleno in v bistvu to je pa res tak pač projekt, čeprav mi kar veliko časa tudi vzame, kjer pa se zdaj res trudim tudi nekaj ustvariti, ne samo tu v finančnem smislu, ampak potem, ko lahko tudi združujem recimo to podjetništvo spet s širšim pomenom, ko pač tudi za lokalno okolje lahko nekaj naredim in recimo s tem, ko organiziramo izlete tam po Zgornji Savinjski dolini, med drugim tudi za osnovne in srednje šole, pomagam tudi tem krajem, tem recimo kmetom po hribih, ki imajo zelo zanimive programe, do pač zaslužka, ker pač k njim pripeljamo turiste, ki potem recimo tudi nekaj kupijo. Kaj pa najbolj obožujem v mojem urniku je pa tu in tam, ko si damo koledar, pa je to velikrat kakšna sreda, sred delovnega tedna, ko pač je res, ko pride neko pretirano naporno obdobje, ko sem pač, ne vem, 2-3 tedne res od jutra do večera, pač ves čas na terenu in res delovam, tega domov prihajam samo spat, pa še tist za malo skrajšen urnik si pa dam v koledar, prost dan, gremo v hribe. Ker tam je pa hribi gore, največkrat pa hribi, so pa zame tisto področje, kjer v prvi vrsti, če je on pa velikrat dam kak službeni, karierni izziv,
kako gre preko, takrat pa rečem, ok, grem sam, ne grem s prijatelji, ne grem s družbo, ampak grem sam hoditi, pa v mislih razmišljati o tistem izzivu, kakršen bolj že pač je. Me bo majhen ali velik, takrat res vam povem, da se mi do zdaj še ni zgodilo, da v hribih ne bi prišel do kakšne ideje, do kakega drugega pogleda, kako rešiti pač nek izziv. Tega, kadar imam resne težave, da se pač ne znam rešiti, grem samo v hribe za 3-4 ure, pa sem rešen. Po drugi strani pa s prijatelji itak ni boljše kako to, ko lahko, ne samo da na kavi sedimo skupaj, pa se pogovarjamo, ko lahko hodimo, pa ustvarjamo pač res zanimive izkušnje. In pač pravzaprav doživetje, več kot samo to. No, to so moje prijateljice. Zelo se rad družim s starejšimi, kot ste verjetno že lahko ugotovili. Imam kar nekaj teh sosed, ki živijo same, ali pa tudi tam v širšem našem okolju. No. So neki zanimivi ljudje, ki so pač velikrat osamljeni in z njih zelo rad obiskujem. In se z njimi pač pogovarjam od vremena do prometa, politike, pa do zgodovine, odraščanja v tistem času. In je pač to pa res nekaj, kar je izredno zanimivo, kar mi spet veliko daje. Recimo tam vidite na desni strani, to je moja soseda Nežka. Ima psa, drugač pa je večinoma sama, čeprav še ima tudi nekaj svojih družinskih članov. Ampak ne, pač res rad hodim na obiske, rad prinesem kako rožico zraven, ker je potem toliko pomeni. In ona mi recimo izredno rada razlaga, kako je bilo, ko je odraščala na tistih solčavskih hribih, 2 uri hoda od prve vasi, od šole. In čeprav se to že tako klišejsko sliši, pa smo že vsi te zgodbice slišali in spetokrat, ampak je res zanimivo z prve roke, tako zanimivo doživetja slišati, ko imaš občutek res, da si pač v tem času. 5 točk, ki se mi zdi zelo pomembnih, ki jih lahko vsakdo pripravi zase. Ali pa še to povem, zakaj zdaj, kaj je namen tega mojega govora tule, predvsem to bi rad pokazal. Izhajam iz pač povprečne navadne družine. Nihče me ne zalaga nekaj s denarjem ali karkoli, ali pa mi nihče ni povezal omogočil, da sem se kjerkoli pač uveljavil. Obenem nisem že imel od malih nog naprej neke ideje, kaj bi jaz to življenje počel, oziroma sem imel, pa se je izkazalo, da ni to res to. Torej, povprečen otrok, najstnik sem bil, ampak zaradi vseh teh izkušenj, oziroma zaradi vseh teh interesov, pa tudi malo tega občutka, če še dej probimo. Gremo, če mi je, ne vem, se mi zdi, da je sedjaštvo zanimivo, gremo probati, ne. Se mi zdi, da bi bilo v spicu nekaj vzame, probamo, ne. Rad bi nekaj probal napisati, kako se je za knjiga, nimam pojma, probam, napišem. In vse to, ko sem se v bistvu ta moja lastna aktivacija, torej, zdaj sem sam nekaj izmed teh glavnih poudarkov mojega življenja pač pokazal, me je pripeljalo do tega, da sem si pač res ustvaril kariero, ko pač živim zdaj, recimo še zaključujem študij, imam še samo 2 izpita pa diploma, poleg tega imam pa 2 firmi, svoj posel, ogromno prostovoljskih aktivnosti in pač res ne bi mogel bolj uživati v življenju. To, ko vam zjutraj neverjetno rad ostane, meni boljšega zjutraj, ko ostati, ker vem pač, da me čaka nekaj zanimivega. Ker vem, da ni sam šola, da nisem študij, da niso samo neke obveznosti, ampak vem, da bo en kup izzivov v tistem dnevu za rešiti, en kup skrbi, problemov, ampak hkrati bo pa toliko enih zanimivih zadev, ki jih bom dosegel, naredil, ljudi, ki jih bom videl, mislim, pač meni moje življenje ne bi moglo biti boljše. Ampak tega se zavedam in rad to poudarjam, da to je samo zato, ker sem se lotil, ker sem probal. Pa ker nisem sam poslušal drugih, ko ste rekli, pa to ne bo ratalo, pa to ne moš, pa ne pišeš se prav, pa nimaš za dosti denarja, karkoli, pač res se da narediti marsikaj. In zato si vsaka poskuša zapomniti tole, ali pa vsaj premisli tudi zdaj. Kaj me veseli že zdaj? Kaj so neke aktivnosti, ki jih rad počnem? Kaj mi daje veselje do življenja? Drugo je, poleg tega, kaj bi mi mogoče lahko veselilo? Kaj so neke dejavnosti, ki bi pač mogoče moje življenje polepšale, obogatile v tem ali pa v drugem smislu? Kaj bi, recimo, mogoče že malo do kakšne ideje, ali pa v bistvu pogledaš ven, ko vidiš ljudi, kaj počnejo, ko se pogovarjaš z njimi, kaj so neke stvari, ali to mogoče, ne vem, ličenje, ali to, ne vem, snemanje TikTokov, ali pa to, ne vem, razvoj neke podjetniške poslovne priložnosti, ideje. Potem, če se sploh v življenju želim, širše pogledano, kaj bi rad v življenju dosegel, kje bi rad bil, ali si želim, ne vem, biti uspešen v karieri, ali si želim biti, ne vem, humanitarni delavec, ali si želim velike družine, ali si želim, ne vem, svet prepotovati, bilo kaj.
Vsak mora to pri sebi razmisliti. Neobremenjeno s prijatelji, z najboljšim prijateljem, s sosedi ali pa ne vem, z profesorcami v srednji šoli. Pač kaj bi rad v življenju, kje se vidiš? Vse to ni zdaj, da ko se ti odločiš pri sebi, ne vem, ali pa premisliš, ugotoviš, da bi to pa to rad počel, da boš to mogel delati. Samo to, da najprej moraš sebe spoznati do te mere, da lahko potem v bistvu planiraš ali pa deluješ v svojem življenju v tisto smer, ki te bo veselila. Je pa to, pri teh željah, jaz osebno ne priporočam ciljev, ampak rečem, dajmo si postaviti sanje. Sanjam, da bi, ne vem, obiskal 100 držav na svetu. Sanjam, da bi imel uspešno podjetje. Sanjam, da bi bila predsednica države. Bilo kaj. In potem imaš ti tiste sanje ves čas tu nekje, ali pa tudi nekje. In pač živiš življenje, ne vem, študiraš, hodiš v srednjo šolo, se ukvarjaš z nogometom, delaš make-up, bilo kaj. Ampak ves čas pa misliš, joj, tole si pa želim v življenju doseči. Tja si pa želim priti. Ker ko imaš ti torej nek približno ta oris, pa lahko res pač pluješ, ni treba iti direkt tja, ker ni smiselno, da bi šel direkt, ne vem, do uspešne firme, ker pač ne moraš, ker je vmešen kup poti. Ne moraš direkt iti do predsednice države, ker še je vmešen kup zadev, ki jih moraš pač dosežiti, kjer se moraš dokazati. In zato imaš sanje, v katero smer pač ti približno greš in potem pač vidiš, kam te pač popelje, kam ti vse se te možnosti, priložnosti odpirajo. Ali se greš malo bolj levo, malo bolj desno, včasih malo bolj naprej, pa včasih malo bolj nazaj, ker je tudi to pomembno. Da probaš, da se prepustiš, ker se priložnosti pač pojavljajo. Sam, če imaš ti samo eno, da rečeš, jaz hočem biti samo nogometaš, medtem ko se ti recimo, ne vem, odpre priložnost, da bi bil ne vem kak dober fizioterapeut ali pa, ne vem, nogometni sodnik, pol tega ne vidiš in se ti te priložnosti zdijo nesmiselne, zato ker imaš samo en cilj. Če imaš pa malo širše sanje, pa vidiš, wow, to bi lahko. Spoznam tistega človeka, on me bo povezal tam naprej in se kar naenkrat začne odpirati. To je v bistvu ta snežna kepa, ki je treba zavaliti. Na začetku je res, da treba več truda noter vložiti, več energije, več neke vlastne aktivacije, ampak potem se začne pa kar odpirati. Meni se recimo ti projekti zdaj, pa še nisem nikjer, pa vem, da še imam velik potencial, kaj bi še lahko naredil ali pa v življenju dosegel, ampak že zdaj vidim, da sem bil ogromno in stvari kar same od sebe, tako da pač zgledal, da se same od sebe pojavljajo, ker pač poznam že toliko ljudi, tam sem se že dokazal, tam sem že nekje bil in se kar odpira in poje, če dalje lažje. Samo treba je začeti. In če čakamo, da bomo začeli, tukaj je meni en zelo dober prijatelj večkrat reče, Jon, kaj boš zdaj, ko boš mlad? Zdaj ne boš nič. Pol, ko boš odrasel, pa boš pa lahko kaj dosegel. Pa se s tem ne strinjam, pa bom poskušam dokazati kontra. Pač glih zdaj se da. Glih zdaj imamo možnosti, mogoče zdaj se marsikatera možnost se pač zdi bolj oddaljena, ker pač ne vem, nimamo delovnih izkušenj, nimamo dovolj denarja za neko uresničitev neke ideje ali karkoli, ampak po drugi strani pa zato, ker smo mladi, je to naša največja prednost. Jaz sem recimo z enim izmed najbogatejših Slovencev, ki ga lahko na lestvici gor preberete, smo izredno dobra prijatelja. Zakaj? On meni ne more nič realno imeti, kaj mu pa lahko jaz ponudim. Ne denarja, ne izkušenj, nič, nimam jaz, kaj pač on ne bi že imel ali pa že dosegel. Ampak recimo on ceni to, ko se pač vsem pri 20 plus, oziroma že prej, pa tudi zdaj, ko se ukvarjam z nekimi stvarmi, ko poskušam, ko bi rad nekaj v življenju dosegel. On tem reče to, da si pač malo posebej v nekem smislu. Zato, ker bi rad nekaj dosegel, ker ne čakaš samo na konc šolanja, študija ali službe, ampak skušaš nekaj dosežiti, kar bo imelo korist pač ne samo zate, ampak tudi za širšo družbo. In potem spoznamo take ljudi, ko pač odpirajo vrata naprej. In to lahko naredimo vsi. Zdaj, ko smo mladi, ker je to tudi naša, po eni strani je lahko slabost, lahko je pa to zelo velika prednost. Samo treba jo pač izkoristiti. No, zdaj sem že to tako povedal, da s tem našim akcijskim načrtom se lahko malo približno orišemo, kako bi lahko recimo dosegel neko, ne vem, delovno mesto ali karkoli. Potem pa zelo pomembno to, kar sem zdaj že začel, kdo mi lahko pri tem pomaga. To ni zato, da bi zdaj šel pa ljudi izkoriščal, ampak gre za to, da se ti daš ven, da pokažeš, da ti ljudem poveš, recimo, jaz si pa pač zelo želim biti podjetnik, da se udeležuješ delavnic, predavanj, dogodkov, da ko greš na neko, ne vem, predavanje nekega podjetnika, ne samo da ga poslušaš, pa da si ti zapomniš neke zanimivosti ali pa koristne vsebine, ampak da tudi potem, ko je konc, da pristopiš do njega, da daš roko pa rečeš življo. Jaz sem Jon Kanier, zelo ste mi bili všeč, to me je najbolj ostalo v spominu in sem zelo hvaležen za to.
A bi vas lahko, jaz bi se vam lahko enkrat bolj umeru predstavil, pa gremo na kavo ali pa na kosilo, pa vam pokažem, kakva je moja podjetniška pot ali pa kam se jaz želim priti. In garantiram, da 99% recimo podjetnikov ali pa pač tudi kakve druge vrste ljudi bo reklo, ja, gremo. Zato, ker se jim bo zdelo, wow, koliko 18, 19, 20 letnikov mi je že pristopilo, se jim predstavilo in me prosilo za mnenje. In taki ljudje, uspešni poslovneži ali pa zvezdniki ali marsikdo drug, bo z veseljem delil neke nasvete ali pa konkretne povezave, recimo ti si želiš delati v tisti firmi, ja, jaz pa poznam direktorja Boga in bojo ljudje z veseljem povezovali naprej. Zato, ker bo imeli dober občutek, da so naredili nekaj dobrega za nekega mladega človeka. Tako da res se da narediti. Dejte, če stavek stiski načrt, ali čez kjerkoli drugega, poiščite pri sebi, kaj se želite, kaj vas veseli, pa si omogočite življenje, ker vas bo res izpolnjevalo. Ker imamo mladi te možnosti, danes pa res. Moja najljubša misel. Naj bo popotnica zdaj za naprej. Nasmeh na obraz, ker to je zelo pomembno. Če smo slabe volje, potem nikamor ne priješ. Hvaležnost v srce, ker za vse, kar imamo, za vse, kar še bomo imeli, pač treba biti hvaležen, ker drugače zgodi smisel, pa pogumno v svet. Ne čakati, ne samo brati, poslušati, gledati na internetu, kaj se lahko doseže, ampak akcija. Z nasmehom, s hvaležnostjo, s pogumom pač naprej. Ker to res pač lahko vse pripelje daleč. In naj vas ne bo strah, upajte si, probajte, samo akcija.